Evo, tale je orjak, tale je največji v tej jami, tale kapnik stalaktit. Kalcitni kristali, mečken drugač kot je siga oziroma kapniške tvorbe. Edina turistična jama na Gorenjskem. Posebnost te dvorane so pa teli helektiti, to zelo redko v jamah. Lepotec Babji zob, pogled na Blejsko jezero. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Danes je pa 1. maj in 1. maj je vsako leto tradicionalni pohod v jamo pod Babjim zobom. Tako da se ga bom letos udeležil tudi jaz. Vstop za 1. maj je brezplačen. Jamarji te peljejo noter v jamo na ogled. Tako da bom malo posnel pot tudi ja in pa seveda tudi potem noter v jami. Je pa seveda jama pod Babjim zobom edina turistična jama na Gorenjskem. Jaz sem si za izhodišče izbral nekako bolj neobičajno pot, in sicer to pot z izhodiščem na vrh Babjega zoba, se pravi grem z vasi Koplenik. Glavna pot do jame gre pa nižji dol, se pravi približno na sredini med Bohinjsko Bijelo pa Koplenkom je en odcep desno, tam imate tudi tablo, tako da glavna pot gre s tam. Jaz grem pa po nekoliko bolj neobičajni, manj shojeni poti z Koplenka. Na tem izhodišču sem enkrat že bil, in sicer za kristalno jamo vam bo dal desno zgoraj video od kristalne jame, tako da zdaj grem najprej en čas po tej poti naprej. Po 10 minutah hoje sem prišel do prvega razpotja. Evo, tukaj imate, se pravi, v levo po cest, po takih slabših cest naprej Babji zob in pa Talež, desno pa Gradišče in pa tudi jama pod Babjim zobom, za katero sicer napiše, ker tukaj ta pot pač ni uradna. Včasih je bila ta pot edina, zdaj je pa glavna pot pač spodaj. Tako da tukaj zavijam ostro desno. Po dobrih 5 minutah od tistega križišča naprej sem prišel na novo križišče. Tamle je tabla za Gradišče, to je 5 minut. Se vmes še gor pospel, ki je tak res lep razglednik. Tale stezica gre pa naprej proti jami. Se pravi, na tem križišču gre se v bistvu naravnost oziroma nekoliko v levo. Zdaj pa na Gradišče. Tako da tale pot z vasi Koplenk je vsekakor bolj zanimiva. Vmes imamo tale Gradišče, lep razglednik, pa tudi potem tisti prečenje naprej bo kar zanimiv, precej bolj kot tista pot, ko v bistvu samo hodaš gor skozi gozd, pa ni nič kaj posebnega za videti. Tukaj pa je. Takle je pogled z razgledišča Gradišče. Evo, spodaj vojašnica Bohinjska Bijela, Pokljuka. Evo, Bohinjska Bijela pod skalom. Tukaj je taka zanimiva skala. Evo, in pa pogled na Blejsko jezero, pa stol z ostalimi karavankami. Super pogled. Pa še pogled z Gradišča na drugo stran. Tista skala, ki je glih osončena, je Babji zob. Tukaj seveda ni tako izrazit. No, tamle na vrhu je pa razgledišče Babji zob.
Zdaj, jama pod Babim zobom je pa zadaj, se pravi za skalo, tako da bom zdaj precej dolg prečil tile pobočja pod Babim zobom. Tudi tak del se najde, evo, odpremljen zajlo. Je pa se pospet gor po skalah, tik pod Babim zobom. Evo ga, nad mano, lepotec Babji zob. Zdaj sem pa že v bistvu na, bi rekel, na drug stran, tako da še naprej prečam tale pobočja. Evo, je pa zanimiv, tamle se nahaja še en zob, pa glavni Babji zob. Takole skozi pot preč pod skalami, pod stenami. No, zdaj pa že prihajam na glavno pot, ki se jo priključ z desne. In zdaj imam samo še 5 do 10 minut do jame. Evo, zdaj pa gremo v jamo pod Babim zobom. Evo, tako izgleda vhod. Evo, nekaj sem se nabral. Ena skupinca. Lepo pozdravljeni, jaz sem Tomaž, to je član Javorskega društva Krec. Tle na vhodnem delu bomo pogledali najprej tale grušč. Ta nastaja z preparevanjem kamnine in tle je nekje, tukaj za ovinkam, je nekje meja med toplim in hladnim zrakom. Hladni zrak, ki prihaja iz zunanjosti, krušči te strop in potem nastane krušč. Potem v nadaljevanju pač tega je bistveno manj. Lahko bi vas tudi tle opozoril, da kapniki je tudi nekje meja, kjer nastajajo. Kot vidite, nekje od te prelomnice naprej jih ni več in od tu naprej so trenutno samo še na stropu, za ovinkam se pa potem nadaljujejo, rastejo iz tal. To je predvsem zaradi vpliva zunanjosti. In skozi tole luknjo smo se imeli možnost splazati zadaj za steno in pridati vse do tjale gor. In potem smo mogli samo še tehnično priplezati tiste balvan in prišli gor do vrha kaminov, kjer smo se lahko uživo na bližino prepričali, da se žal zaprejo. Tako da tle je bilo naše zadnje upanje, da se ta jama poveže še s kakšno drugo, pač končamo. Karbonat, to je ta naša apnenčasta kamnina, jo voda raztapla ali pa jo tudi gradi. Se pravi, kapniki se gradijo, voda za sabo pušča te raztopljene sedimente, tle jih pa še grize. Se pravi, nekje raztapa, nekje pa odlaga. Tako. Evo, zdaj pa skozi ožji prehod. Tle je pa bolj bogato okrašena. Evo, tale je orjak, tale je največji v tej jami, tale kapnik stalaktit. Se je združil z večjimi kolegi in tudi s spodnjim delom. Tako da bo se v bistvu že nekako spremenil steber. Lahko vidite leva. Mejhen naprej je pa njegov Krotilec. krotilec, ja. Kako je portret. Ja, sam res, ja. Tukaj na drugi strani pa mogoče vidite malo iz dinozavrovskih, enega dinozaura tle gor. A ja, se je. Tega odmo vrata. Albino.
No, tle je pa en tale kos lesa. Mogoče, če ga tako malo pogledam, a vidite malo živalce. Ja. Evo, Ja. to so to prave jame. Ja. To so pa centralno. Evo, tole se pa začenja. In tole je že kar zelo dalj časa regenerirano. Ja. Recimo v povprečju je kapnik v Sloveniji desetinko. Zraste desetinko milimetra. Na leto. A kako? Na let. Na let. Kalcitni kristali so mečken drugač, v bistvu isto je apnenc, v bistvu apnenc je pač geološka izraz za kamenine, kalcit je pa v bistvu potem že pod določenimi pogoji preobražen. In je v bistvu mečken drugač, kot je siga oziroma kapniške tvorbe. Zdaj mogoče bi tle izpostavil, tle so pač taki mali kristali, si lahko ugledate, pa stropu imamo pa bistveno večje kristale. Če se tle od zadnje ozremo na tele Terase. baldahine, terase, to je v bistvu ta siga, ki je tle ravna, je v bistvu rasla na podlagi blata. To pomeni, da je vse to, kar vidimo, recimo tle nekje 5 metrov, je bila v bistvu ta del dvorane bil zalit z blata. Seveda, s časoma se je potem ta blat izpiril ven, ker sem že na začetku rekel, je bila tle voda tekla skozi in je potem to vse sprati. In potem so začeli na nov rast kapniške tvorbe. No, zdaj pa še skozi zadnjo dvorano. Nahajamo se v zadnji dvorani in tle je posebnost, zdaj vidite ves ta blat, tako nekako je izgledala prejšnja dvorana, tem, kar sem vam pravil od tistih platojev. Zdaj tam na koncu je tudi sigasta kopa, ki je že v bistvu prerasla blato in od spodaj je blat. Posebnost te dvorane so pa teli helektiti, se pravi kapniške tvorbe, če si jih tle bar ozrete, ki v bistvu ni, kako bi rekel, tako kot klasičen stalagmit, ampak majhen tako, ima kar ene izrastke ven. To je v bistvu posledica, lahko je posledica vetra, lahko je posledica potem raznih počasnega dotoka vode in se potem na določenih mestih potem bolj izloča kalcijev karbonat. Tako da potem rase v različne smeri. Ni pa to, v bistvu, je pa to zelo redko v jamah, da se takole razrašča. Kar ena kombinacija klasične stalaktitske rasti pa kristalizacije. Spravo, da se oportunira sile teže in gre na vse strani. Drugače pa jama zaprta že več kot 100 let. Evo, tukaj pa tudi zemljevid. Dolga je 340 metrov, nahaja se pa na nadmorski višini 1008 metrov. Evo, kako so lepo pripravili. Blanske dobrote. Sem se spomnil, da sem pozabil narediti zaključek iz jame pod Babjim zobom, tako da ga delam kar na domačem vrtu. No, kot ste videli, edina turistična jama na Gorenjskem, tudi zelo zanimiva, zelo lepa, tudi dostop čudovit. Gor sem srečal tudi precej mojih sledilcev, tako da če gledajo ta video, se jim zahvaljujem za
sledenje in pa podporo. Hvala, ker ste gledali video do konca. Lepo se imejte in se vidimo v naslednjih super doživetjih. Čau!